Napredek ni le sprememba, ampak pristop, kako te spremembe uresničimo na boljši način. Zgodba čebelarskih unikatov se je začela v mojem primeru že v mladosti. Imel sem priložnost poznati tovarne čevljev od blizu. Niso me pritegnile, vsaj ne trajno, kar pa me je pritegnilo, delo je potekalo ročno, ritem je bil drugačen, počasnejši, to so bili prostori za svojim zvokom in z nekim svojim duhom. Takrat sem tudi ugotovil, s čim se bom ukvarjal v prihodnosti. Čevlje nastajajo v izvirnem okolju narave, v gozdu, ob jezeru, po vseh tradicionalnih metodah, posodabljamo pa seveda kroje, kopita in jim dajemo pridih sodobnosti, torej jih na nek način aktualiziramo. To je en lep projekt, veseli nas, da nas je Audi ponovno povabijo k sodelovanju, in sicer gre za to, da velika avtomobilska tovarna na eni strani, ki že desetletja podpira svetovni pokal v alpskem smučanju in ob tem uporablja precejšnje količine reklamnega materiala, ponudila v ponovno uporabo svoje transparente. Na drugi strani smo mi majhna čevljarska delavnica, ki pa smo znali to posodobiti, vdihniti novo življenje. Glavni izziv je seveda material. Transparenti so potiskani, imajo neke svoje barve, imajo svojo tipografijo in seveda je zdaj izziv, kako implementirati vse te proporcije, vso to barvo, vse te tipografije v format ene torbe. Namreč naloga je, da je ta torba že oddaleč prepoznavno audijevska. Smo rokodelci, ki zaupamo napredku, vsak dan, na vsakem koraku. Menimo namreč, da vsaka generacija mora ustvarjati nekaj novega, vendar pa z upoštevanjem narave. Sami kot rokodelci se tega vsakodnevno zavedamo. Rokodelstvo vsakovrstno je namreč podaljšek narave. Rokodelstvo pravzaprav je narava, mi iz narave jemljemo najmanj in pravzaprav naravi tudi vračamo. Kaj je vaša zgodba o napredku?